Za konec pa še en mini raus. V Nemčiji so se policisti namreč domislili zanimivega projekta, ki ga izvajajo v eni od osnovnih šol. Poglejmo, kaj delajo. Priklon, nato pa akcija. Petošolci pred uro zgodovine, pri kateri pišejo test, napeto sproščajo z rausanjem. Pri tem pa upoštevajo stroga pravila. Dass wir den Partner respektieren. Und wenn einer Stopp sagt, dann muss man sofort aufhören. Das Wichtigste ist eigentlich Spaß haben, nicht, dass man gewinnt jetzt, dass man der Beste ist. Ne gre za nasilje, ampak za način preprečevanja nasilja, česar so se domislili policisti, ki želijo, da bi učenci spoznali, kakšno moč imajo in kako jo obvladati. Wenn sie das Gefühl haben, sie haben gewonnen, dass dann alle Aktivitäten abzubrechen sind. Učencem prve osnovne šole Slovenj Gradec se zdi to zanimiva ideja. Jaz bi to tudi probal, ker se pol naučiš sebe nadzorovati. Všeč mi je, ker bi se zmatral, pač pol bi mislil tudi, da si močnejši od njega. Zdi se mi zabavno, ampak vseeno lahko pride do poškodb. Ne strinjam se, ker je vključeno nasilje. Super bi bilo za sproščanje, pa lahko pol lažje mislili. K sproščanju napetosti pomaga pravzaprav vsaka telesna dejavnost. Pri intenzivnem treningu namreč v telesu nastajajo endorfini ali hormoni sreče, ki v trenutku izboljšajo razpoloženje in delujejo več ur. Mladi imajo za sproščanje zato boljše načine. Poslušam glasbo, gledam televizijo, grem malo tekat. Mislim na kaj lepega, pa grem ven, pa včasih tudi violino vadim, pa rišem. Šestošolci pa imajo še en odličen recept za sproščanje v šoli. 3 minute plesne zabave med uro angleščine so dovolj, da se umirijo in nasmejijo.